Latina lokalu. Pijeva kavo in jeva čik. Škoduje zdravje. Se zato ga jeva. Jeva čike. Zdravo, dobrodošli v 3. epizodi Kritiškega posedka oziroma posladka v obliki podcasta. Danes bomo govorili o Beneškem bienalu. Z vami smo ponovno Jernej in Maša, ukvarjava se z likovno kritiko, kuriranjem, pisanjem in umetniškim ustvarjanjem. To je bilo zdaj tako kot za iPes. Za tiste, ki ste danes prvič z nama, Kritiški posladek je nekako paraumetniški projekt, ki poslušalcu ponuja vpogled v specifično ponavljajočo se prakso neformalnega dialoga med likovno kritičarko in urednikom, torej nekaj, kar mi že itak počneva, samo da zdaj lahko tudi prisluškujete in zavijate z očmi, flipate mizo in se nama posmehujete. Za tale del z bienalom sva želela zraven pripeljati tudi gosta ali gostjo, pa sva v bistvu po sili razmer vseeno ostala sama. Odločila sva se tudi, da bova, kar se bienala tiče, obdelala samo Giardini, torej tisti del bienala, torej bienale kot tak je itak ogromna zadeva, v grobem sicer razdeljena na 2 dela, no in torej midva bova obdelala tisti del, ki je v parku in ker so v bistvu postavljeni posamezni paviljoni. Načeloma toplo priporočava ogled Beneškega bienala, že zato, ker je pač dokaj blizu, obisk lahko skombinirate z izletom po Benetkah, pa še vidite kupico enih zanimivih, velikih, drznih stvari na kupu in je v bistvu lahko zanimiva izkušnja. Lepo pozdravljeni. Poslušate Kritiški posed. Posladek. Najprej bi mogoče nekaj malega o samem Beneškem bienalu. Odvija se na vsaki 2 leti in to na isti lokaciji v Benetkah, istoimensko. Izmenjuje se z arhitekturnim bienalom, dogaja se pa tudi bienale della danza oziroma plesa. Ta, ki ga midva obravnava, je tako imenovani umetniški oziroma likovni bienal, ta se pa pač dogaja letos. To imate še enkrat do novembra čas iti pogledat, pa 2 leti čakanja. No, ponavadi se po celih Benetkah dogaja stvari in tudi po drugih galerijah, ampak v grobem je festival razdeljen na 2 lokaciji. Torej na Arsenale, ki je velik pokrit del, ker se sprehajaš čez sobe, in pa na Giardine, ker se sprehajaš po parku in obiskuješ različne paviljone, ki pripadajo različnim državam. V tem parku je tudi en glavni velik centralni paviljon, kjer je velika skupinska razstava, ki ni vezana na posamezne države. Ti paviljoni so različno veliki in zgrajeni v različnih slogih. Ponavadi je po pročelju nekje zapisano ime države, se pa včasih te paviljoni tudi spreminjajo in dobivajo drugačne oblike. Tak je recimo bil paviljon Velike Britanije, ki je v nekem trenutku dobil za neko tako zelo posebno obliko. Zdaj je spet bližje originalu. No in večina teh paviljonov je že zelo starih in so jih oblikovali razni znani arhitekti. Nimajo pa vse države svojega paviljona, recimo tudi mi ga nimamo, pa Finska tudi recimo dolgo ni imela paviljona v Giardinih, ga je dobila kasneje oziroma začasnega, ki ga je naredil Alvar Aalto. To je tisti kontejner tam. Dosti blizu v bistvu norskega paviljona, ki je pa deljen med različnimi državami. Letos ga pa pravzaprav zasedajo sami oziroma sampi. Kako se reče pravzaprav indigenous people po naše? Mi uhaja z glave, Maša. Staroselci? Ja, no, sami so v bistvu staroselci na vrhu v bistvu tega skandinavskega polotoka in dobro, k temu se še vrnemo. No. V glavnem, prvi bienal je bil pa izveden leta 1895. Ja, jaz bi tukaj samo poudarila, mogoče za koga, ki bo poslušal, pa res še nikoli ni bil na bienalu, pa tako. Reče se pač jim paviljoni, ampak to so v resnici pač prav take male zgradbe, ki izgleda tako kot ena velika cerkev recimo, ali pa ena hiša, pač tako dejanske zgradbe so po parku zgrajene. To so pač velike fiksne zadeve. To sem samo hotela poudariti, ko včasih paviljona, veš, pomisliš, ne vem. Ne? Ja, sicer ta standard paviljonov je kar pogost, je bilo tudi nekaj World Fairov, ki so bili na to temo narejeni, pa v Moskvi imaš paviljone državne recimo, tudi zanimivo zavedati.
Ja, seveda, edini, ki ni tako zelo zgrajen, je pač ta finski, ki je bil mišljen kot začasni, ampak ostaja zdaj že desetletja. No, da se vrnemo nazaj k sami temi bienala. Krovni naslov je The Milk of Dreams in vključenih je preko 200 artistov iz 58 držav. Večina je del sodobnih, večina del je sodobnih, nekatera so pa nastala prav za bienale, namreč ker so dela včasih tako specifične in terjajo dolge priprave in podobno, ali pa so nekako integrirana v prostor. To bomo potem se enega paviljona dotaknili, ki je zelo specifičen za to. No in v primeru slovenskega razstavnega prostora pa imamo paviljon, ki je pravzaprav v Arsenalu. Reče samo paviljon, ampak to so v bistvu samo kosi Arsenala, za razliko od paviljonov. Soba je nekako, Zastopa nas Marko Jakše, o katerem smo že kdaj kaj pisali pri Koridorju, tako da ga že poznamo. Razstavlja pa svoje starejše oziroma tudi po več let stare slike, tako da to, kdaj imaš kaj novega na bienalu, kdaj pa tudi kaj starega. Jaz se recimo mogoče tak mini tidbit, da na en bienale, ki sem šel, sem bil blazno zadovoljen, zato ker je bilo neko delo iz leta 1975 od, se moram spomniti, znanega land artista Roberta Smithsona. Tudi v bistvu včasih vidiš tudi nekaj, ki samo gledaš v raznih katalogih, internetnih povezavah, na predavanjih poslušaš ali pa nekje drugje srečaš. No, letošnji naslov tega bienala je izvzet iz knjiga pisateljice Leonore Carrington. Gre za surrealistično opisovanje umetnikovega magičnega sveta, torej za nek surrealizem, magičnost, intenzivnost, domišljijo, fantazijo, zamišljanje popotovanja človeka skozi različne svetove. Ali pa metafore in definicije nasploh človeka in bitja. Hiperrealizem, futuristično, znanstveno. Ta vibe. No in prav tale surrealizem v kombinaciji s hiperrealizmom je bil na celotnem bienalu po moje ful očiten, pa najbolj tak pretresljiv pa določljiv. V mislih imam predvsem te ful realistične lutke, naprimer Beneški paviljon, oni imajo pač svoj paviljon, ker so pač, in pa danski paviljon, ki je v bistvu čist po vhodu, ko prideš v Giardini, oziroma lahko greš v kjerokoli smer, no, ampak jaz sem prvi paviljon, v katerega sem šla, je bil danski. Ni čist prvi, ampak je zelo na začetku, Ja, no, v glavnem, en izmed prvih. Lahko se hitro zaletiš v njega. Ja, no, in te v bistvu prišlega tako kar malo šokira in ga čist podnese. Blizu ruskega, ker ga letos žal ni bilo. Ja, oziroma je, ampak je zaprt in se nič ne dogaja notri. Ne? Mislim, paviljon stoji, ga niso odstranili. Ja, porušili ga. Ta danski paviljon je po mojem bil mogoče ta Instagram-friendly paviljon, ki je dovolj pretresljiv, dovolj markanten, da ga vsi opazijo. Ljudje se tako ali tako ustavljajo, ker so tiste hiperrealistične lutke res tako realistične, da pri eni sem se tudi osebno mogel ustaviti in prepričati, da niso dali notri performerke, da leži in da razbije malo pravo, nepravo. Je pa hkrati surrealističen, zato ker prej so te lutke pravzaprav neke vrste kentauri. Ja, v bistvu je kakor da bi ti prišel v hlev, oziroma v dom od kentaurske družine. Ja. Pa velikost ni 1:1, je mislim, tista lutka, ki je po tleh, ki je ta super realistična, ki se vpraša še realno, je prav 1:1, drugi se pa zdijo, kakor da so za malo večji kot 1, tako da ne vem, da bi za 20% večji bili od normalnega. Zdaj, ker gre za kentaure, imamo tukaj pač konjsko telo, ne, in mislim, vse konji sami po sebi so kar veliki. Ne? Jaz zdaj še zmer ne vem, ali so te konji bili fake, ali so to nagačeni deli prave živali. Po mojem vse fake. Ker itak ljudje tudi, ampak tiste deli, konjski deli, skupaj z unim smradom oziroma vonjem v paviljonu in z vso umazanijo tudi v resnici, ker to je tako zelo pristno vse skupaj izgledalo. Ti si res gledal, kot da so pač mrtvega konja noter dal, ne? Ja, ne vem, mislim sem od tega občutka, sem dal občutek, da so pač to hiperrealistične skulpture in da je to. Jaz sem mislil, da je tista polovica tiste ene lutke, ki bi lahko bila realistična, ki je bila edina, ki je bila res 1:1 zame, da je bila pač spodnji del bila obleka iz silikona, nečesa tazga, v katero se pač
bi lahko ta oseba spravila. In zgornji del s tem obrazom bi bila pa lahko performerka, na koncu se izkaže, ker je pač toliko negibno, da to je nemogoče. Tako da je definitivno lutka. Je pa ta drugi konj, ki je mogoče ta drugi kentaver, ki je mogoče najbolj vsem ostal v spominu, razno zaradi pozicije obešenega iz stropa, pač ala samomor. Je pa, mislim, da tudi telo človeško malo večje. Vsaj meni je delovalo tako, ko prideš noter. Ja, malo je bolj tudi nabit, pa tako mogočen. Ja. Mislim, če se gremo na tvojo teorijo velikosti konja in to, ima smisel, da bi bilo pač tudi toliko večje. Mogoče bila tista ležeča malo manjši konj pol. Ja, mislim, če bi to bil pravi konj, bi še zmer šlo skozi. Ja. Ker konj je tako velik, ne? V bistvu samo človeški del telesa je prilagojen velikosti konja. Ne? Ampak ja, ti, ko prideš noter v prostor, prva stvar, ko jo zagledaš, je ta kentaver, ki se je kakor obesil sred sobe in to je ogromna stvar, pač to je po 5 metrov v višino. Ja. In ta konj bingla dol, tako ne, ti hodiš okoli njega, valjda krvave, izbuljene oči, malo tako zaripov v obraz. Medtem ko tista ta druga, ko leži na tleh, je pa v bistvu kakor ženska kentaver. Mislim, da je tudi stvar te impozantnosti, da je paviljon tako narejen, da ti greš noter in bi dobesedno lahko objel vsako zadevo, ker lahko v blizu stopiš. Ja, to je vse prosto dostopno, ti se sprehajaš okoli, še neko seno je tako malo po tleh, pa tako. Se tisto seno so po mojem malo se celo pozna, pač kje so ljudje hodili. Ja, pa se malo raznaša okoli pa to. Pa tam, kaj je ta kentaurica, no, v bistvu isto ta neka tragedija, no, kao, kakor da je med porodom umrla, ne, ker v bistvu je kakor da je skotila nekaj na polne do konca, ne vem, če se spomniš. Ni tako, da sam leži, ampak ona je skotila. Jaz sem bil tako prevzet tistega obraza in ugotavljal, če je pravo, da sem mogoče celo kaj spregledal. Aha, ne, prav pač kakor ven štrli na pol baby kentaver, tako še postelca pa vse. Tako da v bistvu neka tragična zgodba smrti kentavra, samomora, očeta, nekaj. Ja, mislim, da je izkušnja malo drugačna od pripisa, ki ga dobiš v katalogu. V katalogu govori o nekem takem post-future, neki. Pa to je skoraj nemogoče, ker ti, ko prideš v ta paviljon, moraš najprej, ne vem, zatreti svoj panični napad, ko vidiš tistega kentavra, ki tam visi. Jaz sem bila čist na začetku prva stvar, takoj, ko pridem tja. Ja, jaz nisem začel s tiste strani, tako da sem se mogoče že malo ogrel prej. Ja. Jaz sem šla direkt tam naravnost. To sem bil že malo zmatran, ko sem prišel do tega paviljona. Tako da nisem imel energije za tako burno reagirati. Sama pol si šel že prej čez Beneškega, ko je tudi tuna lutka bila, ko sedi tako na posli. Ne, ti si bil kasnejši. Aha. Tam, ko se moraš sezut, ne? Ja. To, ja. Tisto je mogoče malo bolj presenečenje meni, ker deluje malo bolj krvavo. Ampak dobro, gremo kar naprej. Oba so se že nekaj pogovarjala, koliko paviljonov oziroma koliko stvari bi sploh izpostavila, ker ta zadeva je absolutno enormna v količini stvari, ki jih lahko človek vidi. Jaz tako predlagam, da se Bienale razdeli na 2 dni, torej Arsenale in Giardini posebej, in če imaš še več časa, lahko greš še ostale stvari, tako da tudi 3 dni lahko zapraviš tam ali več. Tako da jaz bi mogoče predlagam, da se kar lotimo kakšnega paviljona ali kakšnega dela, ki ti je ostal zelo v spominu. Ja, jaz imam izbrane v bistvu prav te posamezne paviljone, ker moja pot ogleda po Giardiniju je bila takšna, da sem si ta centralni paviljon ogledala na koncu in je bilo sam preveč. In potem na neki točki samo še hodiš in sam levo, desno glavo obračaš, če boš slučajno kaj tako zanimivega, da te bo pritegnil, da si boš dejansko vzel čas, pa se ustavil, pogledal, si prebral, razmislil. Tako da v bistvu kakšnega norega spomina iz tega centralnega paviljona jaz nimam. Tako da bom v bistvu opisala svoje najljubše paviljone oziroma tisti, ki so se mi zdeli zanimivi. In bi začela z nemškim paviljonom. Meni je bil ta izredno všeč, ker se v bistvu nekako nanaša, pač celo delo, oziroma intervencija se nanaša na ta svoj lasten paviljon in njegovo zgodovino. Ta nemški paviljon je bil zgrajen leta 1909 in se je najprej imenoval Bavarski paviljon, potem so ga pa leta 2012 preimenovali v nemškega. In potem v času 2. svetovne vojne so ga v bistvu šli prenavljati in so ga prenovili
v bistvu preuredili na način, da je ustrezal tej fašistični estetiki, povišali so strope, novo fasado so naredili, lune štenge, to. In v bistvu paviljon je takšen še danes in zelo liči na ta naci vibe in glede na obliko in na prostor. In kar je zdaj naredila ta umetnica, Marija Eichhorn, je, da je nekako odkrila te sledove paviljona, kakšen je bil pač pred to naci transformacijo. Naprimer, odstranila je dele fasade, da se zdaj opeka vid spodaj, potem v tla so naredili luknjo, da se vidi strpot, v bistvu kakor nekakšna klet ali pa pač temelji se vidijo, kakor pri kakšnem muzeju včasih, recimo z Emono pa tako. Tako razgaljen deluje v bistvu. Ja. V bistvu kakor neko mini gradbišče, tako nisi čist prepričan mogoče na prvo žogo, ker sam paviljon je pač prazen, ničesar ni noter. Samo izpostavljene so te različni sloji stene, pa kakšni napisi, označbe so tu pa tam. Drugač pa je vse opekasto, belo, pa tako malo na pol porušeno. Ampak je nek feeling, da je v bistvu zelo specifično, ker na vse zadnje je bil to najbolj naci paviljon od vseh. Tudi pročelje je privzdignjeno, pač ta klasicizem, stebri, stopnice, velik portal. In to mi je tudi bilo ful všeč, da v bistvu ti ne rabiš zdaj nekega umetniškega dela umeščati v obstoječ paviljon, ampak da je v resnici paviljon sam nekakšno umetniško delo, da je nek poseg, neka intervencija. Pa še, ker se navezuje ne samo nujno na arhitekturo, na prostor ali pa interjer ali pa kaj tasga, ampak ker se v bistvu navezuje sam nase in na zgodovino bienala. To se mi je zdaj zanimivo. Kakšen se je pa tebi zdaj v nemški? Jaz sem bil, zanimivo je gledati to zgodovino, definitivno. Ampak zanimivo, da se še en drugi paviljon nanaša na podoben princip, ki ga bo po mojem obravnavala še kasneje. Meni je, ne vem, jaz se ne moram odločiti, da je to taka easy way out, ali je tle kakšen smisel, je to dejansko nekaj, ki je smiselno narediti. To je zdaj tudi zadeva, ki lahko ponoviš vsako leto teoretično, samo zdaj izgubi pomen, oziroma kaj zdaj to pomeni za vse, ki bojo naprej delali. Mislim, da Nemci zelo velikrat delajo tako, da se navezujejo sami nase znotraj paviljona. Zdaj jaz se gladko ne spomnim, kaj je bilo nazadnje, ko sem bila tam. Jaz se spomnim samo ne prejšnjega, ker prejšnjič nisem uspel iti, ampak torej še en bienale predtem, torej 2 bienale nazaj, ker so imeli tisti dance performance, tisto je bil tak največji hitič, kar sem jih videl na bienalu in je bil vedno super zaseden. In je bil pač takrat, wow, so bili vsi ful navdušeni. Sprašujem se bolj iz vidika te enkratnosti, te ponovitve, kaj zdaj to, ne vem, kakšna je praksa te umetnice, drugače. Ampak za naprej pa to premišljanje nazaj v tem paviljonu pa bo definitivno težko. V smislu, ne moreš več nič narediti v tej smeri. Mogoče s časom, ko bo spet prišla nova zgodovina zraven, ampak iz tega vidika je to zaključeno, ampak je pa tudi zanimivo vedeti, kakšna je ta zgodovina. Zdaj, ali bienal je namenjen preizpraševanju zgodovine, ali je namenjen novi produkciji, pa je tudi stvar odločitve kuratorske skupine, oziroma tudi stvar, kako kdo razume bienale. Če se navežem nazaj na tisto drevo iz 1975, ki sem ga ujel na bienalu, meni je ta mešanca zgodovinskega in sedanjega všeč, zato ker dejansko arta iz 75 ali pa iz 80, marsikdo rojen po 80 ni videl. In so stvari, ki so zelo pomembne za nas, zgodovinsko gledano, kaj se je dogajalo v umetnosti, ampak jih pač ne moreš tako dobiti v enostavno neki na zbirki, oziroma razen če loviš določene razstave, ampak ni vse tako dostopno, sploh kakšen tak land art. Tisto drevo je vseeno bilo 4 metra veliko, kar je težko prenašati, težko razstavljati. Tako da jaz nisem proti takim pristopom, se mi zdi to kar v redu možnost. Lahko se navežemo mogoče tukaj še na ta španski paviljon, kjer je umetnica v bistvu praktično isto zadevo naredila, samo na drugačen način. Španski paviljon je, če se prav spomnim, glede na v navednicah urbanistično zasnovo ostalih paviljonov v bienalu, postavljen ravno malo pod kotom napram ostale paviljone, nekih
par stopinj. Ne spomnim se, kjer je tisti sosednji paviljon, na katerega se je ona zanašala. Mislim, da je gledala tudi neke načrte stare. No, in ko je ugotovila, da ta paviljon ne stoji ravno tako, kot bi mogel, se je odločila narediti intervencijo in postavila nove zidove, ki so pač ravno s tistimi, s tem, da imaš hkrati tudi te stare zidove in potem ratujejo taki neuporabni prostori. Ja, neki koti pa neki vogali so čist čudni, ne? Najbolj čudno, kar je bilo meni in verjetno tudi vse ljudi, ki so skušali fotografirati tisto, je to, da je barvna shema tistih belin notri ravno malo off in ene stene so malo bolj rumene, ene stene so malo bolj modre in to na fotki izgleda ful slabo. Kar, če so razmišljali mogoče o svojem social media prezencu, bi lahko razmišljali o barvah, ampak ok. Mislim, ne vem, jaz sem eno super fotko v tem paviljonu naredila. Veš, ker je, mislim, ok, cel paviljon ne, je pač prazen, noter so sobe prazne, cel point je, da ti v bistvu gledaš te stene, ne, kako so kaj poravnane, koliko so kaj odvečne in kako so vse pobarvane na belo, ampak vsaka malo drugačno belo, ne. In v bistvu, tudi v bistvu ljudje pridejo malo bolj do izraza, ljudje v prostoru noter, ne. Meni je bil ta paviljon čist hud, še posebej zato, ker sem videla ljudi, ki so prišli noter, po moje že celi zjebani in utrujeni in so se ozirali okoli v smislu, kaj je zdaj v tem paviljonu za videti, se klenot ni ničesar, kaj je ta fora, ne? Še posebej, če so mogoče v paviljonu bili prvič ali pa če niso, ne vem, pozorni pač preveč na stene in take stvari, ne. Nekdo, ki mogoče redno hodi na bienale, pa se mogoče malo, pa dejansko ve, kako ponavadi izgleda španski paviljon, mu je mogoče bilo malo off, ne. Jaz bi mogoče tukaj še dal ta obvezni komentar teh zdaj govoriva že o 2 prostorih, ki sta bila teoretično prazna. Ni bilo nobene nove umetnosti nič. Mogoče za nekoga, ki je malo bolj vajen sodobne umetnosti, ki je vajen tudi tak pristop, to ni tak problem, ampak bienale umetnosti v Benetkah je de facto zelo zanimiv tudi za laike. Ljudje hodijo masovno gledati umetnost tja. Marsikdo je tudi malo bolj proti klasičnim usmerjen in si znam predstavljati, da je bil to tak trn v peti marsikomu. Da je bil, čakaj, zakaj pa nam nič ne pokažete? Ja, jaz sem videla nekaj nejevoljnih obrazov, ki so se mrščili in ozirali po stropu, češ, kva je zdaj to, ne? Še posebej zato, ker si navajen, pač veš, en paviljon da vse od sebe, nekaj velikega naredi, ne, in pol prideš noter in kar ničesar noter, ne. Ampak iz tega vidika, ne, mogoče zdaj navežem na to, kar sem že prej omenil, tisti angleški paviljon, ki je bil par let, nekaj bienalov nazaj spremenjen. Tisti paviljon je tudi bil spremenjen, samo bolj tako arhitekturno, da je dobil neko novo podobo. Ni bil prazen, je bilo en kup stvari, ampak je tudi bilo taka, nisi šel v ta paviljon dejansko gledati samo umetnost, kot v nek White Cube, ampak si šel dejansko izkusiti ta paviljon v neki novi obliki. Zdaj, oba ta paviljona v resnici nista taka, kot sta v originalu in ti spet izkušaš prostor v neki novi podobi, enkrat historični, enkrat v neki popravljalni zasedbi in mogoče je res zelo zahtevno za ljudi, ki so prvič ali pa edinkrat na bienalu nekaj takega gledati, zato ker je že samo po sebi zahteva poznavanje vsaj malo zgodovine, kaj se je dogajalo v teh prostorih, po drugi strani pa tudi zahteva, da razumeš, da včasih umetniki intervenirajo v prostor na malo bolj radikalen način in sebe umaknejo kot avtorja takega. Se mogoče ta španski je nek poseg, ker gre za to, da so se postavili zidovi, tam pa gre pa za bolj arheološki poseg v nemškem, ne? Gre za odkrivanje kot postavljanje. Ja, španski je prekrivanje nekako. Tisti pa odkrivanje. Ja, predvidevam, da si ti izbral kakšno drugo, malo manj prostorsko orientirano. Jaz sem dejansko, meni eno od del, ki mi je ostalo zelo v spominu, je bilo dejansko v tem centralnem paviljonu. No, super. To je, mislim, da tudi edino delo, ki mi je res ostalo v spominu, v smislu, da če me nekdo vpraša, se spomnim na tisto. Pravzaprav še specifično dotična slika, ki je te avtorice, ker gre za avtorico, in zdaj bom sigurno narobe povedal, ker ne vem, ko se to prebere, ampak Cecilia Vicuna. Ona je avtorica iz Čila, ki živi v New Yorku.
v 70-ih letih je bila v bistvu nekako izgnana iz Čila zaradi cele zgodbe za Pinochetjem in za CIA. In gre za umetnico, ki pravzaprav ustvarja v stiku nekako spet z staroselci, kot smo omenjali prej sami. Tukaj imamo drug primer staroselcev iz Peruja. Zdaj dejansko ne vem točno iz kje je. Rojena je v Čilu, delala je verjetno v Peruju en čas, živi pa zdaj v New Yorku. No in znana je pod nekih teh tako imenovanih prekarjev, to so take protimonumentalne rečejo oni, skulpture, ki se recimo na Bienalu dotičnem se je to izkazalo kot nekaj izobešenke, nekih stvari, naplavin iz okoli samih Benetk in v Benetkah, z pomenljivim naslovom Naufraga. Zdaj, če kdo zna italijansko, ve, da to pomeni naplavljenka. Je pa tudi nasplošno koren nav in fraga izhaja iz nav kot ladja in fraga kot nekaj, kar je polomljeno. To imajo tudi Italijani, v bistvu verjetno izhaja iz latinščine. Ja, dejansko izhaja iz latinščine in gre v bistvu za brodolom, oziroma pak pol v italijanščini naufraga je pa brodolomka. Tako da zanimivo. Ne vem, če je to bil... No, še malo etimologije. Ja, ne vem, če je bila avtorica, če so ji povedali, da to pomeni v italijanščini ali ne, ker v samem katalogu ni nič omenjeno. Ta navezavanje italijanski jezik definitivno je navezano na njen materin jezik, vsaj v neki meri, ampak ne vem, če v istem smislu, ker ne poznam jezika. In za nekoga, ki v bistvu že toliko let ustvarja in ustvarja v bistvu v smeru dekolonizacije, zanimivo vedeti, kako se znajde v prostoru, kakor je Benetke in kako razumejo to, kar se dogaja zdaj Benetkam v nekem pogledu globalnega segrevanja. Ker dejansko mislim, da so tudi te predmeti nekako naslavljajo to problematiko. Kakšni pa so ti predmeti? Razne naplavine. Jaz sem to malo pozabila. To je tiska iz stropa visel. Ja, tiska iz stropa visel, ki so stvari, ki bi jih pričakoval, da jih vidiš, ne vem, na obali, ki jih naplavi morje. Nič markantnega samega posebej, ampak skupaj ustvarjajo nek tak občutek. Se začutiš, točno veš, zakaj se gre, ker ko vidiš, so predmeti, ki jih naplavijo, jih pač prepoznaš. Ampak je pol še slika. Ona je pa tudi slikarka, ja, in v bistvu tisto delo, ki je mene najbolj ostalo v spominu, ravno ta mačka oziroma tiger, panter, bel, med temi dvemi drevesi, bom kar prebral, kako ga označujejo. Naslov je Leoparde de Ojitos in gre za nek dekolonialno metodo portretiranja, gre za v bistvu nek, če kar preberemo v angleščini, expressive of a decolonial method of portraiture, Vicuña's paintings rebel against the form by putting an indigenous woman's imagination at the center. V bistvu gre za to osvobajanje staroselcev v luči kolonialne moči. Tako da njena dela so in pomembna v smislu staroselcev in ljudi, ki nosijo s sabo zgodovino staroselcev, kot tudi v bistvu feministično, ker se dejansko ona skozi podobe nekako res izraža in postavlja žensko v ospredje, ne pa moškega. Ja, ta panter tako, mislim, leopardno ali... Mislim, tako zelo tak mal preprost zgleda, tako mal naiven, tako easy. Tako. Ja, sam razen, da je pač čist nag in vidiš vse stvari. Je čist razgaljen. Tam mogoče na tej fotki ne vidiš, mogoče v katalogu se boljše vidi. Ja, ampak gre za žensko, ne? Ja, pač žensko nago telo. V bistvu, neki nipli pa vagino. Ampak ne vem, ni toliko na prvo žogo, no, tako je malo. Ne, ni toliko na prvo žogo, pa tudi te drevesi, za katere se drži, so take, ne bi bili neki simboli, ampak ne vem, mene je nekaj takoj preprečalo, prav podzavestno pri teh delih, ne vem zakaj. A pa se ti zdi, da je ta slika recimo pasala skupaj s tistimi naplavinami? V bistvu je zanimivo, zato ker to je ena izmed mnogih slik, v bistvu dosti slik, ki predstavlja pač drugačne zgodbe in... Ker tako na hiter mogoče sploh, zdaj se spomnim prostora pač, unga velikega, ki je bil,
Pol tam zraven so bile še neke lutke iz nekih vrvi, pa ne vem kaj, ne. Tako se mi zdi, da na hitro tako ne bi sploh pomislil, da je to dvoje pa še skupaj. Jaz mislim, da je stvar pri tej avtorici tudi to, da ona pač ima neko neko dolgoletno tradicijo slikanja in neko dolgoletno tradicijo delanja teh nemonumentalnih obešanja skulptur. stvari v resnici, ne. In da slike so starejše, niso nastale za čas bienale in to v bistvu predstavlja nek njen opus dela. Z tisto inštalacijo, ki je pa nastala za bienale, se pa pač hotela aktualizirati in tudi postaviti v kožo samega prostora Benetk, ne. Kar je po svoje tudi značilno za ljudi, ki se ukvarjajo z dekolonizacijo in z svojo lastno zgodovino, ki je bila zatrta strani zunanjih sil. Ponavadi je tukaj odzadaj tudi neka ta opolnomočenje tistih ljudi, ki nimajo svojega glasu. Z tega vidika mislim, da nekako je ta navezava potem na Benetke in to. Zdaj, ne vem, zakaj bi v Benetkah govorili samo o tujih stvareh, verjetno se je čutila, da bi bilo fajn tudi stopiti blizu ljudi, ki se tam živijo, ne. Da spet ni nekdo, ki pride od odzunaj in to se dogaja. In verjetno ljudje, ki delajo v takem področju, so malo več senzibilnosti do sočloveka. Tako jaz razumem, no. Ampak mogoče še to, no, dodam, da je meni bilo zelo zanimivo, zato ker ko gledaš tiste njene slike tam in tako in si misliš, to je pa zdaj tako v zadnjih, ne vem, 10 letih nastalo in ful sveže deluje, pol ugotoviš, da je tako, ne vem, več kot 30 let staro in da gospa je že ful dolg dela in tako. Ja, mogoče je to pomemben podatek, da pol mogoče lahko malo bolj v kontekst postaviš, ne, zdaj te naplavine danes, te slike preteklosti, tako. Zdaj mogoče bi šla midva kar naprej, ker mislim, da ti nimaš tudi nobenega posebnega dela v spominu z tega centralnega paviljona, jaz tudi mi ni nič tako močno ostalo v spominu kot to, je bilo še nekaj zanimivih del, seveda. Mogoče eno delo bi izpostavila, ampak zdaj nimam pojma, nekdo, nekaj naslov, ampak v glavnem eno kiparsko delo, ko je bila peška. Taka ful velika peška od breskve. Je bila na tleh ful, sam tako eye candy, cute peška, tako nežne, oranžka, take okar barve, no. A se spomniš? Ja, se spomnim. V bistvu vem točno, kjer se spomnim nekaj ostalih del, ki so bile zraven, ki so bile tudi taka skulpturna dela, ampak ta peška je bila malo bolj špičasta. Ta peška je bila najbolj tako prav cute. Ja, tiste peške so vsi, se mi zdi. Tako zelo basic okus peška. Mogoče se dotaknem še enega drugega dela, sem tudi pozabil, da ta je še iz tega paviljona in to je tokrat pa je v bistvu dejansko ameriška slikarka Jacqueline Humphreys, ki je začela nekje v 80-ih s svojim slikarstvom, še vedno aktivna, začela v nekem obdobju, ki so ga takrat njeni sodobniki imenovali, kakor pač, da je takrat slikanje, pač nimaš več kaj s tem, da je slikanje mrtvo v bistvu. No in ona se pa vseeno usmerila v to smer in zdaj dela pravzaprav take dosta abstraktne, velikoformatne slike, ki se naslanjajo na našo, v bistvu današnjo družbo, torej na ekrane, LCD zaslone in računalništvo in v bistvu te njene abstraktne slike so pogosto prežete ali z ASCII simboli ali z emojiji ali pa tudi z barvami, ki imitirajo v bistvu potem ta si, ki ga imajo ekrani. Ampak spet eno od teh del nekako ti ostane v spominu. Nekaj je na tej preprostosti, na tem načinu slikanja in temu mogoče tudi to je tudi v tem centralnem. Ja, to je tako, če ga vidiš od daleč, nastopiš blizu, ti nič ne odneseš od njega. Jaz mislim, da ga moraš malo od blizu, malo daleč pogledati, da vidiš v bistvu, kako ona sploh kako gradi te. Niso podobe, ker ne reprezentirajo nič, ampak so pa kot neki vzorci, no. Mogoče bi pohvalil tukaj v tem kontekstu še v bistvu točno to sobo oziroma pristope, ki so se dogajali na tem bienalu. V tej sobi je bilo potem še nekaj drugih, bolj klasičnih vizualnih del in nekaj sodobnih stvari, ob katere so dali v bistvu kuratorji dela, ki so zdaj že 50-60 let stara recimo,
ki imajo podoben vibe oziroma podobne zgodovinski način dela. V bistvu, če si bil malo pozoren skozi celoten ta centralni paviljon, si lahko opazil, da je velikokrat soba imela kombinacijo nečesa sodobnega in pa tudi historičnega, ki deluje v nekako podobnem okviru. Tako da v bistvu iz vidika tega, ki smo se prej pogovarjali, nekoga, ki pride prvič na bienale ali pa ki ni ravno seznanjen dosti z umetnostjo, je to lahko zelo dobra točka za izobraževanje v bistvu. Ne rabiš veliko za to, da povežeš stvari med seboj. No. Je že vizualno so stvari toliko močno kohezijsko povezane, da te samo letnice lahko so samo letnice zraven del dovolj, da te usmerijo, da razumeš, zakaj so skupaj. Ja, jaz sem že ukriva tega, da pol na neki točki nisem več prebirala letnic. Ja, mogoče je pa stvar zato, ker je bil to eden prvih paviljonov, ki sem šel notri tudi. Ja, ti si šel glih v kontrasmer. Kaj pa od paviljonov? Od paviljonov pa z moje strani sta bila dosti zanimiva francoski in avstralski. Zdaj spet dve različni zgodbi. Francoski je tak zelo imerziven. Kjer je že bil francoski? Francoski je bil tako po neki strani zelo imerziven. Kjer je bil že francoski? Francoski paviljon je tisti, ki vstopiš notri in ta prva stvar, ko vstopiš v bistvu en tak speak easy bar, tak bifejček. Movie set. Ja, pa počasi gledaš naokoli in opažaš, da je full enih detajlov in da si pravzaprav, kako si ti rekla, na setu filma. In je taka zanimiva izkušnja za samo po sebi, zato ker se znajdeš v nekem prostoru, na katerem bi lahko pričakoval, da se je posnel nek film. Jaz sem sicer upal, da je dejansko bil to movie set filma, ki potem za tem speakeasyjem je bil še ena dvorana, kjer je se nekaj predvajalo, nek film, in sem potihoma upal, da se je pač ta film, ki se tam predvaja, bil posnet v tem istem paviljonu. Ampak žal ni, v bistvu gre pa za nek film, starejši film od Ennio Lorenzini iz 1964. V glavnem gre za nek italijansko-alžirsko koprodukcijo, mislim, da prvo italijansko-alžirsko koprodukcijo. In s tem v bistvu ta francoska umetnica nekako z vsemi temi stvarmi, ki jih je tam nanesla, kar je najdla, nekako poveže Francijo, Združeno kraljestvo in Alžirijo. Tako da priješ v francoski paviljon in v resnici imaš še en kup druge kulture zraven. Je pa tudi zanimivo, da je Zineb Sedira, to je ta umetnica, ali umetnik, ne vem, Zineb Sedira umetnica, je nekako rekonstruirala neke starejše posnetke mislim, da prav tega dotičnega filma. Meni se je zdaj ta paviljon tak zelo živ. Tam so ful otroci skakali po tistih, mislim, ker so bili tako neki kotički, ki so bili prav mišljeni, da se ti usedeš, da malo pobrskaš po stvari in tako naprej. In je bilo ful enih otrok, ki so se tam igrali, ljudi, ki so se kar malo usedali na tiste stole. Nek mini foto kotiček je bil tudi, če se prav spomnim. Tako da ti si bil tak, kaj nek playground, živahen paviljon. Ja, mislim, nekako, mislim, tudi stvar je bila, da je bil v bistvu paviljon tako narejen, da si lahko dejansko ne gledal samo oddaleč ta film set, ampak si lahko tudi v njemu živel v navednicah. Ti si recimo tam, ki si prišel na ta plesišče, ki so bili stoli postavljeni zraven pa mize, si se dejansko lahko usedel, če si se želel. In dobiš eno tako zelo, zelo prežeto izkušnjo za samim delom. No. Se mi zdelo v bistvu enostavna finta, nič kaj posebnega, samo posebej, pa glede na vse ostalo še kaj prije zraven, se v bistvu dopolnjuje in dejansko dobiš eno super izkušnjo, ker uživaš tako v sami prezentaciji dela, kot tudi v delu in se nekako lepo dopolnjuje. Mislim, da je dobro skombinirano. No. Ja, jaz sem prišla v njega direkt iz tega nemškega paviljona, iz onega čistoče, reda, linije, v ta kaos v bistvu. Pa vseeno je to še malo koronski čas bil, tako da meni je bilo malo tumačno, ker je bilo res ful ljudi noter. Tako da jaz sem se malo sem se zavrtela tam, pa sem se kar hitro pobrala ven iz tega paviljona, no, ker je bil res nabutan, vsaj tisti čas, ko sem jaz bila tam. Ja, meni je bil pač tisti barček tam čist preveč simpatičen, ker je deloval tako kot nek barček iz 60-ih res in se mogel, in vse na stol za mizo, zato da
doživim ta bar, to pač. In tudi malo je do šanka pogledati, kakšne vse flaše so nabrali na kup. Pa mogoče še ta drugi, ta je pa malo drugačna izkušnja, če je ta bil tak simpatičen in domač. Avstralski, ja. Gremo pa lahko v avstralskega, ki je bil pa zelo impozanten. Tam sem se tudi hitro ven pobrala. Ja, jaz priporočam ljudem, če bojo šli na Bienale in si želijo izkusiti avstralski paviljon v celoti, da v nebolečinah. Ja, in da si vzamejo s sabo čepke za ušesa. To bi mogli po moje krtalati tam na vhodu. Ja, lahko bi. Ker je malo tumačno. Ja, mislim, sklepam, da za kakšne noizere je to edina prava izkušnja, da ogluši zraven. Ja, sam noizeri vejo, da imajo skozi s sabo čepke. Ja, mogoče ne true noiser. True noiser must destroy my ears. Ja. Ne, drugače Marko Fuzinato je ta umetnik, je prostor je ful lepo narejen, no? Tam je en tak ogromen visual wall, vizualni zid, tako v bistvu, če si predstavljaš en tak ogromen zid iz teh LED zaslonov, kakor so reklamni zasloni na cestah, tak ogromen. Mislim, da je 10x4 metre, recimo. Ja, tako Times Square vibe velik. Huge zadeva. Mislim, praktično tisto pač cel prostor požere svojo prezenco in potem imaš tam pravokotno na to postavljene te zvočnike in čist na koncu teh zvočnikov pa Marko Fuzinato sedi obrnjen s hrbtom stran ponavadi, vsaj tako sem ga jaz doživel. Sključen, nezadovoljen. S tisto kitaro v roki in model igra tam. In mislim, da bo skupno odigral enih 200 dni. Ampak on to kaj, igra 3 ure, pa ima pauzo, ima 3 ure, on to kar cel dan tam nažiga. Mislim, da cel dan nažiga, da sploh ni pauza. Mislim, verjetno ima kakšno pauzo, ampak glede na to, da kadarkoli greš, kaj je on tam. To je, da v bistvu gre za zelo... Ja, artist is present. Zelo durational performance. Ja, pa on igra tako, ne, vsaj takrat, ko sem jaz bila, ne, to ni bila neka nora melodija zdaj, ne, to je bilo tako... Noise. To pravi noise. Pač tako en ton nekaj časa, pa pol drug, pa vse hršči, pa tako, ne. Na polno distorzijo. In ta čas, ko on menja tone, pa tako premika, se ko sem jaz bila, to se mi je zelo dosti fascinantno, ne imam pritiska kaj tam, ali ima takt, se v bistvu na podlagi tega se menjajo tiste vizualije, ne, na ekranu. Mislim, da vizualije so povezane na zvok. Aha, se avtomatsko menja. Mislim, da ja, ampak je pa tudi zanimivo, tega nisem vedel, ker pač ne vidim, mislim, da ni pisalo, ampak v katalogu pa piše, da v bistvu so te vse podobe se pobirajo iz open search platforme, v bistvu, tako da bi nekdo iz Google nekaj napisal, neke termine in potem to kar samo meče, neke podobe, ki nima nobene veze. Aha, ampak tako in true time. Za zastopiti je kakor da bi bilo true time, ja. Ampak ker imajo neko sooblikovno si slične, ja, no? Vse je tako mal dark, zato, pa suffer, pa creepy. Po mojem je to odvisno od terminov, ko so jih zbrali. Aha, da so vnaprej nek nabor. Zbrali so neke ključne besede in te ključne besede potem odločajo, kakšna je ta podoba, ne. Zdaj, če ti napišeš Dark Goblins, boš dobil Dark Goblins, ne boš dobil Happy Tree Friends. No, meni je bil tudi ta paviljon sicer všeč, sam nisem mogla dolg časa noter zdržati, ker je res tok na glas ta muska, pa pač vse skupaj vibrira, ne, ker to je tak, basi so močni in tako da res za bodoče obiskovalce čepki, ja. Torej obvezna oprema s sabo za nabenetke, malca pa čepki. Malca čepki. Voda. Ne bom duhovičila, s kere substance bi še prav prišle, ampak ja. Ne boš, ampak si. Dobro obutev. Komot obutev. Kapljice za oči. Ja, okej. A imaš še kakšen paviljon ti? Jaz mislim, da sem se izčrpal. To je bil tvoj top 4, a? Ta pomembnih stvari, ki sem jih dotrl. Ajde, jaz imam še 2 na hitrco. Ok, zdaj kontra unim prvim dvem, ko so mi bili hudi, mi je bila všeč tudi Madžarska, ki je malo bolj tradicionalna. Razstavljala je, to bom tudi zdaj bučerala, ne, Sofija, ker gospodična Sofija iz Madžarske, z madžarskim priimkom, ki smo jo v bistvu lahko mi lani videli že na grafičnem bienalu v Ljubljani.
In takrat so v njej zapisali, da ona v bistvu kombinira arhaične oblike in tehnike tradicionalnih obrti z vizualnim jezikom in referencami milenijske generacije. Ampak kaj ona dela? Ne? Take velike skulpture, lepih pisanih pastelnih barv, ki so narejene po načinu mozaika, in to vse zgleda nekako tako organsko, nedefinirano, tako ritualno, simbolično, vesoljsko, pa vse je tako nekako simetrično in pač postavljeno na tla, ampak res veliko, ne. Malo spominja na kakšne te orientalske oblike in vzorce. In potem za nameček so vse te skulpture nekako priklenjene in ovite v verige. Take kovinske verigice so in teh verig je pol po celem paviljonu po tleh, pa povezujejo dela med seboj, pa ovita so okoli kipov, pa tako. Meni so bili izredno všeč, ko pač zgledajo, kakor da ni to glih najlažja stvar za narediti te kipe, ne. Vsak je unikaten, vsake drugačne oblike, tako da to je treba zgooglati, no, ker je težko opisati na način, da bi bilo fair do teh del. Sicer koncept in razmišljanje za temi deli je malo bolj kompleksno, vsaj kakor sem jaz uspela v katalogu prebrati, ampak jaz se ne bom spuščala v to, ker po pravici povedan nisem preveč tekala, to, ko sem preletela. V glavnem nekaj s Schopenhauerjevo dilemo in novelo Journey by Moonlight iz leta 1973. Ampak meni so se ful dopadle, ker je cel paviljon zelo privlačen. Zdaj, ja, kaj? Še en je pol, ne, sem ta Nordic paviljon. Nordijski. No, kar povej. Ne, kar peva naprej. Aha, ok, no jaz imam še Srbijo, ko sem dosti slišala, no, da je bila fulim ljudem všeč, je po bistvu cel paviljon zatemnjen in v njem sta dve veliki projekciji, pač dva videa sta in eno je morje, tako neskončno morje, ki nežno valovi, modro morje, ki se stika z modrim nebom in to je tak pač ležeča projekcija in v bistvu obiskovalec lahko hodi ob tej projekciji, ker to je tako nekaj 10 metrov dolgo. Druga projekcija je pa v bistvu pokončna, je pa v bistvu ptičja perspektiva olimpijskega bazena, torej neka lepa turkizna barva, temno modre črte se vidijo skozi in pol je en model, ne, ko pač sam plava gor pa dol po tem bazenu. In oboje je v bistvu v neke te modre odtenke zavito, vse skupaj je ful pomirjujoče, pa tako brezčasno. Tam so ljudje na tleh sedeli, pa pač hengali in gledali, se naslanjali na zid, pa chillali. In je bilo ful nice, no. Avtor je pa Vladimir Nikolić. Tam je bil tudi zelo, tako isto, zelo preprost, enostaven, ampak ful privlačen. Tak, všečen. Ja, zelo. Se že prej omenjala sicer, tako da mislim, da je bilo vseeno fajn, da se ga vsaj dotakniti. To je ta nordijski paviljon, ki se ga v bistvu delijo Norveška, Švedska in Finska. Letos, za tiste, ki poznajo razmere na severu teh držav, velik dosežek, da so v bistvu ta paviljon predali pravzaprav sami. Sami so tej Sapmi ali sami, no ne vem, pač gre za staroselce, ki živijo razdeljene med te tri države in imajo tudi poseben status, ampak če si kaj, so si ljudi, ki so kaj živeli v kateri od teh treh držav, vejo, da imajo te ljudje pač določene probleme, da jim tudi oduzamejo zemljo. Oni so zelo odvisni od življenja na zunaj, zato ker so še vedno po starem sistemu marsikateri. Če ne so pa tudi tako navezani na zemljo, zato ker je to za njih domovina, ki so jim jo razdelili med tri države. Kot paviljon je pa sploh zanimiv. Eno je, da lahko priješ v stik s to kulturo, da so tudi ljudje, ki skrbijo za razstavo v samem paviljonu, sami ljudje. Priješ pa tudi v stik z njihovo umetnostjo oziroma z njihovo kulturo skozi dela, ki so razstavljena. Je pa definitivno zelo holističen pristop do vsega, ker ne gre samo za umetnost, ampak tudi za spiritualnost, za nek način življenja, za povezavo z reindeer. Ne vem, ko se reče po naše, tej severni jeleni. Eno od teh del, ki je tam razstavljeno oziroma ki kaže na to, kako oni razumejo naravo, je v bistvu olfaktno delo, torej delo, ki sloni na vonjavah in so te tendons, vezivno tkivo v bistvu od jelenov in sta dva šopa, vsak diši čist drugače. In to naj bi bilo povezano v bistvu, v kakšnem stanju so tisti jeleni. Tako da tisti, ki so nekje v stresu in to, imajo zelo tak močen vonj, čist prav, ki prije zraven neka reakcija, ta drugi je pa zelo prijeten.
Čak to visi dol stropa, ali kaj? Ja. Jaz sem malo pozabila ta paviljon. Ja, v bistvu je tako zelo, moraš se malo sprehoditi po tem paviljonu, in ta paviljon je eden meni ljubših že sam po arhitekturi, ker imaš notri drevesa, tak res nordijski. Ti si zelo bias za tiste konce. Da. Ne, lepo je narejen paviljon. Ampak Čak to je tako, ima drevo na sred. Ja, Tako zelo to je ta- odprt. ja, tak- letos je odprt na vseh, praktično čisto odprt. Lahko je zaprt tudi, ne? Tam so me dejansko imeli neko mizico na začetku, ko si lahko Ja, se infopult. pogovarjal. Infopunkt. Pa tudi ljudje so bili noter. Če si videl nekoga, ki je oblečen v tradicionalne obleke, si videl, da je pač gost. Gostitelj, no? Ne gost, gostitelj. Ja, res je lep tisti paviljon. V bistvu Tako razstavljene so arhitekturno, slike, mislim. razstavljeno je neko napol dokumentarno delo, razstavljene so te artefakti, tako da v bistvu taka zelo polna izkušnja. No. Meni je malo žal, da si nisem mogel vzeti več kot toliko časa, ker je vsega itak preveč. Če ne drugega, je fajn videti po tem, kar veš, kakšno težko življenje imajo in probleme z temi 3 državami imajo te ljudje, da vsaj enkrat toliko jim daje nek glas. In se vračamo v bistvu spet na ta prvo sliko, ne. Tisto prvo delo, ki sem omenil. Ja, ti si kar lepo zaokrožil tole, si se tako, mislim, moj izbor je tak zelo na prvo žogo, tako, kva mi je bilo nice. Mislim, da je v resnici da je na tokratnem bienalu res kar dosti kvalitetnih del. Mislim, da izbor ni samo dobrih del, izbor je samo tistih del, ki so nam, vsaj meni, ostali tako ali drugače, posebej v spominu. Ja. So še druga dela, ki bolj ko se jih spomnim, ja, se res to je bilo fino, ja, tudi ono bilo zanimivo. Mogoče edino stvar, kar bi opozoril, če bo kdo še šel na bienale in ne mi sporoči nazaj, če tudi on najde, nekdo je na bienalu puščal fake te osebne izkaznice in jih najdeš v različnih paviljonih postavljenih. Jaz tega nisem videla. Eden je bil, mislim, da v tem madžarskem paviljonu, ki se ti je rekla, eden je bil pa v avstrijskem. Ampak kaj, položen gor na delo? Nekam skrit ali na delo, ali ob delo, ali tako, ne vem kam jih vse postavljajo, tudi ne spomnim se točno, kdo je na tej izkaznici, Ampak ti si jih videl? Ja, videl sem 2, sem najdel. Tako da, ali nekdo to pušča, ali je to neko skrito delo od bienala, ali... Easter eggs, a? Ja, to je res tak easter egg. A to si shranil, ali to si pol prijazno vrnil nekam kao? Ne, samo videl sem jih in to nisem tikal, ker nisem vedel, ali je to del, ali kdo to pušča. Ja. Sem si mislil, da tudi če nekdo pušča, ne, pač vse je taka zelo nedolžna intervencija. No. Misliš pa, da ni bilo, da je dejansko folk zgubil osebne, pa jih je nekdo kao na vidno mesto odložil? Nekaj si videl, da niso bile prave osebne. Aha. So bile pač fake. Sam pač v velikosti in sprintan in vse. Kako pa veš, da je fake? A zaradi materijala? Ja. Aha, okay. Pač se vidi. Tudi mislim, da kar je bilo napisano, pač se je bilo jasno, ampak je bilo zanimivo videti. No. Tako da, če kdo najde, zbiramo kam komentarje. Ja, ali na mail. Dokaze, naj fotkajo. Tako, pa na hashtag osebna bienale. Ali kaj? Ja, nič. To je zdaj tak zelo zožan izbor in pohitren pregled najine izkušnje z Giardinijem. Upam, no, da ste vsaj dobili kakšno približno sliko, kako izgleda. Jaz predlagam, da se to gre pogledati, ampak res, če se le da v 2 dneh, v večjih dneh, vem, da je težko, pa da so Benetke drage in vse, ampak... Mogoče tudi to, ne? Arsenale in Giardinijev vstop se lahko zgodita v 2 različnih dnevih, ni nujno, da sta en za drugim. To pomeni, da če kupite karto za ogled bienala, lahko greste eno stvar pogledati ta teden in drugo tudi čez 2 tedna ali 3 ali 4. A ni omejeno, pol tebi še velja karta? Moja karta še vedno velja. Aha, za drugo super, polovico. Ja. Pol, ko si greš pa enkrat noter, ne, je pa to, ne moraš pol čez, da bi ti 3 dni v Arsenal hodil. Ne, en vstop imaš. Ja. V enega in en vstop v drugega. Ne rabi biti pač na isti dan, pa ja. Soslednji dnevi tudi ne. Tako da zdaj midva sva sicer obdelala ta del v parku, pa to, ampak če pa koga posebej zanima slovenski paviljon, ne, da bi šel domače pogledat, bo pa treba iti v Arsenal, ne. Tem tudi kasneje še. Ja, mogoče. Če grem pogledat. Ja, če ne si pa lahko prebereš katalog, ki sem ga jaz dejansko kupila, sicer tam mini verzijo, ker original katalog je 100 €.
90, no, 10 evrov ti še ostane za malco. Za kavo mi ostane Pa 10 sendvič. evrov. Kava pa sendvič na Bienalu. To je več kot 10 evrov. Ne, kava je evro 20, evro 30, evro 50. Ne, koliko je bila kava? Jaz sem šel vsaj na 3. Jaz nisem šla na kavo, ker je bilo 50 stopinj in sem po moje pila sparjeno vodo. Ja, zdaj je tudi ta pravi cajt za Bienale, jesen. Manj gužve, manj vroče. Več korone, mogoče. Pejte na Bienale, pa se slišimo kmalu, mogoče z Arsenalom, mogoče s čim drugim. Ne obljubimo nič. Nič ne obljubva. Mogoče čez 3 leta, naslednji podcast. Bomo videli. Stay tuned. Hvala Urški Bajec za mikrofon. Link and subscribe. Ja. Ne, jaz hočem, da folk to na Spotifyju posluša, to je ful bolj cool, kakor na YouTubu. Ali pa Apple Music, ali pa Google Podcast, ker čo. Apple Music, lepo te prosim. Ne, se ni music, je podcast, sorry. Apple, karkoli, lepo te prosim. Lej, kar je folku všeč, kaj mene briga, zaradi mene lahko poslušajo tudi Ne, prek... jaz imam predsodke imam. Tudi prek Tidala, zaradi mene, če najdejo. Česa? Tidal. Ok. Znači, hvala za vse, pa dober tek. Sem mislila, da boš po italijansko rekel, kaj? Deva si pauzo vzeti? Ja, ampak 3 minute pauza, zato ker jaz bom mogla iti. Pa morava še pospraviti. Ok, se raba sam en tak lep čau, 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 čau. Giardini, množina. Ja, z Giardinijem. Giardini. Kako pa veš, kako se po Sloveniji italijanski samostalnik in kako se ga pol uporablja v množini? Ker poslovenjujem italijanske besede. No, jaz nisem z teh koncev. Ne, se to lahko. Ok, ne še enkrat povej tako, sorry. Ne, to bo noter ostalo. To bo not. To bo noter.